Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Ponedeljkovo jutro bomo tokrat preživeli na jadrnici Karpo med valovi na širnih prostranstvih Atlantika, ki jih je Matic Vrečko z Goše pri Begunjah na Gorenjskem konec lanskega leta raziskoval in spoznaval na svojem solo prečkanju Atlantika. Kaj ga je vleklo med morske valove, kako je bilo vse skupaj videti v praksi in kako dobro je bilo stopiti nazaj na trdna tla, pa nam bo Matic povedal kar sam. Matic, dober dan, dobrodošel v naši družbi, kako si? Živjo, super. Morje je ena taka zgodba, ki ti je posebej zapisana v srce. Kako se Gorenc znajde na morju in tam preživi več kot polovico leta, pa ne ob obali, ampak na jadrnici in na valovih. Kako se je začela ta tvoja morska ljubezen? No, z družino smo veliko hodili na morje, na Hrvaško, tako kot večino slovenskih družin. In zelo všeč mi je bilo biti na morju, kakšni kajaki, supi, windsurf. Vse te igrače, s katerim pač lahko pluješ, so mi bile ful fascinantne. In pri 10 letih starosti se je ati v pogumu najel jadrnico in smo šli z družino in še njimi kolegi prvič dopustniško jadrati za en teden in to je bilo pač neverjetno dobro, res lepe počitnice in od takrat naprej je bilo samo jadranje in po eno leto čakanja, da bomo spet šli z družino jadrati. Kaj pri jadranju te je tako zelo navdušilo, da pa si se temu športu, temu, kaj lahko rečeva, kar poslanstvu, načinu življenja zapisal pravzaprav z dušo in telesom? Za začetek je zelo lepo, veliko stvari vidiš, načeloma je veliko sonca na morju, toplo. Potem je pa tudi, če pogledamo malo globi, je jadranje zelo lepa analogija življenja. Veliko stvari se zgodi, ki te spravijo v neko situacijo, ali je to iz tehničnega vidika, da se kaj pokvari, ali pa iz čustvenega vidika, ker si tam v dost majhnemu prostoru z več ljudmi in se pač v določenih situacijah ustvarjajo kakšna trenja in je treba to rešiti. Sama tista situacija, taka ali drugačna, ni najbolj prijetna, ampak se pa to naučiš premagovati, se pa tudi v življenju ful naučiš in mi je zato toliko zanimivo. Ja, zanimiva primerjava jadranja in življenja ter vseh ostalih situacij, ki jih življenje prinaša, tako kot morje valove, ampak ob tem pa je potrebno kar nekaj znanja. Kaj je tisto, kar odlikuje dobrega jadralca? Meni se zdi eno od pomembnejših stvari, da v ekipi dobro funkcioniraš, se pravi, da znaš komunicirati v redu, povedati to, kar misliš, to, kar je treba narediti, da se da zmeniti, da imaš neke osnovna znanja, da če je treba skuhati, če je treba kaj zrihtati, če je treba kaj narediti, da nisi pač tam lesen, ampak da zagrabiš tisto stvar in jo narediš. Se pravi, neka kombinacija osebnosti in pa znanja in boljše je oboje skupaj, boljši si pa jadralec. Sam si svoje jadralsko znanje nabiral pod mentorskim vodstvom očeta Maksa. Glede na vse tvoje dosežke lahko rečemo, da je bil oče odličen mentor, verjetno pa tudi zahteven. Kako je potekalo tole učenje? Verjetno na začetku skozi igro, potem pa vedno bolj resno, glede na to, da te je jadranje res potegnilo vase. Začel sem pod njegovim mentorstvom, težko pa rečem, da je bolj kasneje v tem smislu, ker tisti čas, ko sem se pripravljal na samostojno plovbo, je bilo to učenje, kako se vpluje, izpluje. Jadra sem imel že zelo naštudirana, tako da to je kar šlo. Potem pa, ko sem naredil kakšen let, 2 samostojnih plovb, sem pa že prišel na tak nivo, kjer ni bilo več, da je on mene učil, ampak sva se skupaj učila naprej. In je bilo dosti bolj v smislu nekega partnerja, ki treniraš en proti drugemu, oziroma jaz nekaj ugotovim, pa ne mu povem, pa on razmišlja naprej, pa meni pove in tak način omogoča ful hitro rast. Se pravi, če oba prispevava znanje na skupen kupček, to je pač enormno enega napredka lahko v kratkem času. In na ta način sta postala tudi zelo, zelo dobra jadralna ekipa, ki žanje številne uspehe na različnih regatah. Tudi tista najvišja mesta osvajata, najtežje, največje, najbolj svetleče pokale nosita domov. Se še spomniš, kako je bilo na vajni prvi skupni regati?
Spomnim se prve skupne regate in presenetljivo je, da je veliko jadralcev, ki so regatirajo že 10, 15, 20 let. No, moja prva regata je bila 2021, v bistvu še ne toliko časa nazaj. Sušac 100x2, letos je ravno kar bila živa bonaca in so pač prišla do tistega sušca, potem pa ne bi prišla do časa nazaj. In so odstopila, zmedena sva bila, delala sva vse sorte traparije, noben ni točen vedel, kako se stvari lotati. Kar se tiče regatiranja, se v ta pravo smer je šlo, ampak počas, in od takrat naprej se potem pač ta regatni način oziroma znanje je začel ful napredovati. Do leta 2023, ko sta bila pa že, lahko rečemo, v samem vrhu, na Malti sta pokorila konkurenco v svojem razredu in prvič, če se ne motim, tudi zmagala. Tako je, ja, to je bila taka res prelomna točka. Uspeli smo v kategoriji zmagati, kar je noro dobro za nivo, ki je Rolex Middle Series, se pravi najtežja regata v Mediteranu. Ok, razred še zmeraj to malo omeji, ampak zahteva od tebe, da celo pot, cel krog, celih 600 mil oziroma 5 dni, kar to traja, jadraš konsistentno, zelo dobro ali odlično, ne delaš taktičnih in drugih napak, in nam je to v bistvu omogočalo, da smo prišli do prvega mesta. Ja, tale zmaga je bila, kot si že dejal, prelomna. Verjetno vama je dala tudi spodbudo za nadaljnja tekmovanja. Kako pogosto pa odhajate na tekmovanja, preverjati svoje znanje, pa loviti ugoden veter? Prej, ko smo bili še na Hrvaškem, je bilo to 4, 5, 6 regat letno in so bile neke te krajše regate, vikend regate, neke dnevne. Letos se je pa število teh dosti zmanjšal, v glavnem zaradi tega, ker je bila barka čez Atlantik na drugi strani. Tam sem se jaz sam brez očeta udeležil Caribbean 600, ki je pač podobno kot Rolex Middle Series v Mediteranu v Karibskem morju. Konkurenca je bila zahtevna, vetrovni pogoji tudi, je bilo zelo divje in nam je uspelo približno v redu to zvozati. Potem imamo pa letos v planu še 2 600 mil dolgi regati, in sicer Aegean 600 in pa ponovno Rolex Middle Series. Ko bo čas zanje, bomo seveda z veseljem poročali tudi o vajinih uspehih. Zdajle si privoščiva nekaj glasbe, potem pa se seveda odpraviva na jadrnico in odplujeva na drugo stran Atlantika. Vroč poletni je dan, s tabo ves obsijan. Tiho gledaš me, solza božja te vem, jutri bom sam. Sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi. Žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi. Vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi. Noč raztaplja obraz, senci sva ti in jaz. Ko nekdo kot ti sebe se boji, so ljubezen zgubi. V sebi očem kot ti, iščem tvoje poti. Gledam te molče, zdaj prepozno je za drobne laži. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi. Žalost
vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi. Mi ljudje smo kot morje, strast valove budi, žalost barva obzorje, to boli. Mi ljudje smo kot morje, ko srce vzvalovi, vsak je sebi obzorje, vsak le zase živi. Na, 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 na. Mi ljudje smo kot morje. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Sončnem silju jadraj z menoj. Vso dolgo zimo čakal sem poletja s teboj. Od prevelike sreče zdaj v srce mi prepeva. Moja radost kot pesem v tvojem srcu odmeva. Mesečini jadraj z menoj. Barčica naju varno nosi v daljo nocoj. Saj je najlepše jadrati v neznano morda. Biti zaljubljen, saj je čarovnija sveta. Neskončno morje, neskončno sonce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok, ki bo le za naju dva. Neskončno morje, neskončno sonce, morda bova našla prostor, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, morda bova našla otok, ki bo le za naju dva. Na stežaj. Radijska klepetalnica. Na Radiu Sora. Matic Vrečko, uspešen jadralec, ki je samostojno preplul Atlantik, je danes z nami pred mikrofonom radijske klepetalnice Na stežaj. Si Gorenc z Goše pri Begunjah doma, ampak lahko rečemo, da si pa vseeno tudi malo loški. Si namreč član jadralnega kluba Loka Timing, kako pa si zajadral v Škofjo Loko? Splet na ključi, ati začel jadrati z Dušanom, ki je bil v bistvu bivši lastnik Karpo, in sta se kar ujela. Potem čez nekaj časa se je zgodilo to, da smo mi od njega kupili barko in kar nekako
tukaj začeli sodelovati, na kakšno regato šli in evo. pa Tako smo se je tukaj. zgodilo. Zdaj, če smo že pri tistih prvih ljubeznih, ne, pri 10 si spoznal jadranje, se vanj zaljubil, pri 17 pa prej kot za avto že naredil izpit za jadrnico. Tako je, ja. To sem kar ponosen na to. Kako zahteven je bil? Izpit za barko, to je ena najlažjih stvari, ki jih lahko narediš. Slovenski sistem omogoča, da če se majhen za knjigo usedeš, greš tja, odgovoriš par vprašanj in če pokažeš približno, da veš, kaj delaš oziroma kaj govoriš, potem je to. Potem se je bilo težje pripraviti na izpit za avto. A ja, veliko težje, ja. Kje pa se zdaj bolje znajdeš, na cesti ali na jadrnici? Oboje mi gre dobro, si upam misliti, na barki mi gre super iz vidika, da tako kot za večino ljudi avto parkirati, voziti, avtocesta je pač navaden, meni je pa barko navaden prevezati, vplut, izplut, jadra dvigati. Ne glede na dolžino. Navajen sem na našo barko, če bila pa kakšna daljša, pa po moje tudi ne bi imel problemov. Zdaj, v 14 letih si zagotovo prejadral kar nekaj mil in na jadrnici doživel veliko zanimivih zgodb. Kaj vse pa je zaznamovalo tvojo jadralno pot? Zdi se mi, da so najbolj zaznamovali tisti trenutki, ko smo jadrali, najemali smo nekaj, ki so bile tudi malo bolj športno opremljene barke in ko se res nagne in začne hitro pluti, to je bil najboljši feeling možen, ko smo dirkali kar z drugimi barkami, tako vmes sem bil še majhen, pa gledal, kako gremo hitreje, kao oni, wow. In je bilo zelo zanimivo to gledati, tudi kot otrok sem že spremljal regate najvišjega ranga, sploh takrat Volvo Ocean Race, to je bila najboljša stvar. Jaz sem se kot 14-letnik zbujal po noči in gledal štarte na drug stran sveta, ker so pač jadralci izpluli na etapo okrog sveta in mi je bilo to noro fascinantno in sem rekel, jaz bi tudi to. In potem se ti je želja uresničila, začel si jadrati, pridobival si znanje in prišel do tistega trenutka, ko si rekel, kaj pa če bi jaz sam prejadral Atlantik? Kako pa je prišlo do te ideje v tvoji glavi? Kako je ta želja rasla morda ali se je samo pojavila? Je bil to en tak hiter klik in potem se je stvar realizirala? Ja, od začetka ideja je bila ustvarjena v smislu, ok, kaj bi, če bi lahko karkoli. Pustimo finance, čas itd. In samo pač kaj jaz bi. In zelo malo časa je trajalo, da sem rekel, solo čez Atlantik, to bi bila pa nora izkušnja, to bi pa šel. In potem tisti večer tako nisem mogel zaspati, ker so moji možgani delali vse, kako bi lahko to v naš koledarček spravili, da bi se to išlo in tudi poj finančno. In v naslednjih tednih od tega trenutka sem skupaj sestavljal nek plan, zgodbe, kako bo vse skupaj funkcioniralo, se pravi, da bo projekt smiselen, ker sam solo prečkanje, ok, super, ampak še zmeraj pač finančno mora skozi priti. In sem sestavljal pa turizem tam, pa regato, pa povratek nazaj. In še celo ta solo del je bil najlažji del za zorganizirati, ker sem bil samo jaz. Kakšen pa je bil odziv potem tvojih domačih, tvojih prijateljev, ko si pa s to idejo prišel pa na plano, pa rekel, jaz bi pa šel sam z barko čez Atlantik. Kaj pravite? Ati je bil takoj zase mu zdelo, ful dober splaniraj, pa bova pa videla. Mami je bila kar dosti bolj zadržana in ni bila ideja sploh všeč in ni bilo všeč, da grem jaz pač sam, a moraš iti sam? Ja, pač to je poanta, a ne? Se pa s časom, ki je videla, ko sem treniral, se pripravljal, da imam to, kar je treba, da uspešno prečkam in poj tudi, ko sem izplul in mi mahala s pomola, ni bilo skrbeh in tudi poj med samo plovbo, je bila dosti pomirjena. Tako je zaupala v tvoje znanje, tvoje sposobnosti in seveda v vašo jadrnico Karpo, 13 metrov dolga Elanova jadrnica. Če poveva nekaj več o sami jadrnici, kako dobro si jo poznal odprej, kako sta se mogoče potem spoznavala in še dodatno spoprijateljila na sami poti. Barko imamo že od leta 2020 in imam že naštudirane vse vogalčke, kotičke, kjer se kakšne stvari dogajajo oziroma pokvarijo.
Tudi barko za samo plovbo sem že čist navajen, vem točen, kaj kakšni nagibi ali pa zvoki recimo pomenijo. Se pravi, recimo pluješ in pač nekaj škriple in veš, kaj škriple in pač če veš kaj, poj ni panike. Če pa ne veš, to je pa treba pogledati, kaj zdaj kle neki dogaja. Ja, to je barka v bistvu performance cruiser, se pravi potovalna, opremljena, da se da z njo tudi športno jadrati. Ima 4 kabine, 2 WC-ja, kuhinjo in tak fajn salon, se pravi kavč mizo. Zunaj pa tudi se lahko miza postavi in za dopustniško jadranje vrhunsko, če pa treba kakšno tako ekspedicijo zdati skozi, pa tudi zmore. Se odlično obnese, vsaj kot smo lahko spremljali na tvoji poti, vse vremenske prilike in neprilike ter vse zmešnjave je dobro prestala. Tako. Tudi midva jih bova v nadaljevanju predstavila malce bolj podrobno, zdajle pa naju čaka en kratek glasbeni predah. Vse je kakor pravljica, topli veter, beli kokos in na nebu mavrica. Midva se v senci dreves ljubiva. Morje, sonce, modro se nebo zrcalim tvojih oči. Slišim pesem, tvoje mi naročje nudi sladki greh. Midva se v senci dreves ljubiva. Ritem bobnov se v meni prebuja, vse v meni že kipi. Tvoje usnice in moje so vroče, nič jih več ne ohladi. Morje, sonce, modro se nebo zrcali tvojih očih. Slišim pesem, tvoje mi naročje nudi sladki greh. Midva se v senci dreves ljubiva. Vse je kakor pravljica, topli veter, beli kokos in na nebu mavrica. Midva se v senci dreves ljubiva. Ritem bobnov se v meni prebuja, vse v meni že kipi. Usnice in moje so vroče, nič jih več ne ohladi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na morju in na soncu na jadrnici Karpo v družbi Matica Vrečka ostajamo danes na valovih Radia Sora in zdajle nas seveda čaka odhod na pot. Od same ideje do izvedbe je bilo potrebno storiti kar nekaj dela. Kako si se ti lotil priprave na sam odhod? Začel si razmišljati, kakšen načrt potrebuješ, kako je ta načrt potem ustajal, da si vključil vanj vse, od priprave tebe kot jadralca do priprave barke in vsega, kar pa še zraven?
Jaz sem se za začetek začel pripravljati s treningi za zgornji del telesa, vinčati, nositi jadra, premikati se po barki je dosti težko, ker si na valovih in sem rekel, tukaj malo jačam. Barko smo pripravljali, da je bila čim bolj v redu pripravljena in pa dodali smo anteno za Starlink, to je satelitski internet. In ko to dela, je na barki sredi oceana tak internet, kot smo ga navajeni doma. In to mi je tudi veliko stvari omogočalo. Kar se priprav tiče, sem naredil tudi eno priplavljalno solo plovbo in sicer sem šel iz Biograda do italijanskih Termitov, se pravi čez Jadransko morje in pa zaključil v Splitu. Dobre 3 dni dolga plovba in če pluješ po hrvaških vodah z velik otočki prometom, pa se moraš res pogosto zbujati, se navadiš na ta tempo, vidiš, kako je to biti sam toliko časa in mi dal dober vpogled ali dobro izhodišče za potem nadaljne prečkanje Atlantika. Kako pa pripraviti barko, pa poskrbeti za zadostne zaloge, oblačil, same hrane? Pomembno je, da imaš dovolj zalog, glede na to, da zna biti situacija, vsaj na morju, pa verjetno tudi z vremenom, po eni strani predvidljiva, po drugi pa nikoli ne veš, kaj te lahko preseneti. Kar se oblačil tiče, je bil itak tam še poletje in sem jadro v kratkih rokavih, tako da bolj malo priprave, kar se tega tiče. Hrana pa definitivno pomemben aspekt. Nisem kupil hrane samo za te 2 planirana tedna, ampak še naprej. Itak je hrana na Karibih dražji, zakaj pa ne pimo za 1 mesec hrane s sabo. Tako da v tem aspektu normalna hrana, tako kot jo tipično tukaj jemo za zajtrk, kosilo in večerjo, sem jaz imel s sabo meso, krompir, riž, testenine na tak način. Potem pa se je vedno bolj približeval tisti dan D, ko se boš zares odpravil na pot, ampak pravzaprav se je zgodba začela že nekoliko prej, ne? Ti si mesec dni preživel v Sredozemlju, tekmoval na Malti in potem se šele odpravil proti, če rečeva temu, štartni točki proti Gibraltarju. Tako je, ja. Veliko dni minil že same plovbe, super je bilo, ker sem bil z ekipam in se res povezal z barko, res sem imel naštudiran vse, kako kaj funkcionira, kva dogaja. In potem, ko sem v Gibraltarju imel neke pauze, barko pripravil, ko sem izplul proti Tenerifom, je bilo vse ok, špilal. Edina stvar, ki je bila malo bolj zahtevna, je, da senzor za veter ni delal in ni tistega displeja, ki piše piha tok, pa iz tiste smeri, ampak so samo črtice in sem mogel voziti ful bolj na feeling, kaj se z vetrom dogaja. Na srečo, pa ko sem prišel na Tenerife, smo zmontirali nov senzor in za glavno sprečkanje sem bil z njim opremljen, kar je omogočalo veliko bolj spanc, normalno plovbo, vse je bilo lažje zaradi tega. In to je bila tudi ena od glavnih stvari, ki je bilo treba pripraviti. Samo izplutje iz Tenerifov je bil tak poseben trenutek, zelo naelektreno vzdušje. Na pomolu so bili ati pa mami, pa še 2 kolega in smo si, ko ne rečem, pomahali. Ati me je iz pomola odvezal, jaz sem izplul, prišel ven iz marine, dvignil jadra in kmalu izginil za horizontom. Moja izkušnja se je začela, oni so mi pa pomahali in je bilo to. Ja, potem pa se je začela tvoja pustolovščina, zanimiva 15 dni trajajoča zgodba. Pa morda za začetek povejva, kako je bilo tistega 6. decembra, ko si odplul naproti svojemu največjemu jadralskemu podvigu. Kakšen je bil tisti občutek, ko je kopno izginilo in je bilo samo modro nebo nad tabo, pa modro morje pod samo jadrnico? Vreme je bil tak, malo megličast, kar neki oblaki so bili, ampak ne taki odločni, ampak kar malo tak. In ta vrh Tenerifov, El Teide, visok več kot 3700 metrov, je počasi zginil za obzorjem, jaz pa v modrino, tako. Zelo močen veter je pihal takrat na samem začetku, mogel sem imeti skrajšana jadra, barka je letela ko pri norcih, že ko sem oseben rekord podaril po parih urah plovbe. In so v bistvu začela ta avantura in sem zelo hitro padel v ta ritem. Kuhaš, ješ, pomiješ, počivaš, spat.
Kakšen je občutek, ko se znajdeš sam z naravo, ko veš, da se pravzaprav sicer lahko zanašaš tudi na povezavo s kopnim, ne internet, si dejal, je dober ali celo boljši kot pri nas na kopnem, pa vendarle je verjetno drugače, ne? Sam s sabo, s svojimi mislimi in z načrtom, ki je bil pred teboj. Ja, definitivno so čustva ena taka zanimiva stvar, ko greš na tako prečkanje, ker doživiš glih celo paleto, od evforije, lep sončen zahod, gledaš tam, no boljška to pa ne more biti. Potem pa čez 3 ure se neki polom, nek sranje in tam rešuješ ves moker, visiš nek prvezan in ti pač popravljaš in si misliš pa, kva mi to treba. In doživiš res pač vse, kar ti življenje lahko ponudi, vsi ti občutki so tam bili in je treba skozi to nekako zvoziti. Pač je bila borba in s časoma pač pripluješ čez in... Tudi če vmes malce spremeniš smer, ne, ti si imel začrtano malo drugačno pot, pa si potem ubral tisto bolj severno, če se ne motim. Tako ja, mislil sem, da bom šel po južni ruti, potem sem pa začel delati izračune optimalne poti, se pravi glede na vreme in performanse barke, kje bi bilo najbolj optimalno iti in me peljala v bistvu iz Tenerifov skoraj da ne direktno na zahod in sem pač šel na zahod, tam kjer ne bi bil vreme najbolj ugoden za hitro plovbo, potem pa šele obrnil proti jugozahodu in končal na Karjakuju. Zdaj, vsak si želi na takšni dogodivščini, kar se da ugodno vreme. Kako si se ti zmenil z nebom? Nekaj prebliskov z oblaki, grmenjem in nevihtami je bilo vmes? Vreme na splošno je bilo super. Veter je bil močen, barka je šla hiter, delal sem povprečne dneve, tam po 180-190 mil, kar je vrhunsko in zelo težko dosežeš toliko veliko preplute razdalje kje druge na svetu. Ja, nevihte so bile tudi del te zgodbe, za ta področje so dosti tipične in pri ta prvi, ki je prišla, sem bil, dajmo reči, zelo zadržan, jadra sem čist skrajšal in rekel, no, zdaj pa, če bo vklele konc sveta, jaz sem pripravljen, potem pa vidiš, da ni toliko grozen, pride tisto oblak, vidiš, aha, prihaja, zapiha močen veter, potem se ulije in traja nekih 15-20 minut, potem pa spet se umakne in sonček naprej. Seveda pa so te nevihte tudi fizično precej naporne, ne? Še posebej, če pride do slabega vremena po noči. Kar nekajkrat si imel naštimano budilko na 15 minut, da si preverjal situacijo in stanje. Ja, tako je, ja. Zadnjo noč sem imel tako situacijo in sicer gledam tisto oblak pred sabo, a tja, jaz zdaj grem, ali kaj. Pač ok, sem pa zbujal na 15 minut in bližje, ko bom temu oblaku, da bom ta pravi cajt reagiral, če kaj bo. In ko se zbudim ta drugič po 15 minutah, vidim ta oblak si razblinil, nebo je bil jasen, sem rekel, hvala Bogu. In potem je bilo samo še naravnost proti cilju, ampak preden prideva tja, pa bova pogledala še malce v tisto dogajanje na krovu. Zdaj dolgčasti verjetno ni bilo, ne? Ne zaradi dela, ne zaradi samega snemanja, ki je bilo del te dogodivščine. Ne nazadnje pa si moral stopiti tudi v kuhinjo, ne? Pa si kaj pripraviti za jest, da si ostal pri močeh. Tako je, ja. Kuhinja sicer moja močna točka ni in sem pač imel splanirane neke klasične obroke, ki smo jih doma navajeni in so za doma definitivno čisto ustrezni. Imaš čas, imaš voljo, imaš veselje, evo, in tam kuhaš in poješ in ne, pač greš na kavč ali kukarkoli. Tukaj pa zato, ker si neprespan, spraviti se kuhati je dosti težji. Sploh pa jaz nisem zverziran v kuhanju in je ponavadi izgledalo tako, da sem ratal lačen, potem sem čez nekaj časa ugotovil, da sem lačen, potem sem se prepričval, da grem nekaj skuhati in če sem se odločil za kakšen krompir ali pa kaj takega, kar dalj časa traja, da sem jaz jedel, jaz sem bil že toliko tečen v tistem momentu in potem se zaradi utrujenosti spet ta tečnoba še dalj vleče in zanimiv, koliko 2 ure pozen obrok naredi vtisa na celotno izkušnjo. In sem rekel, ok, hrana pa tukaj je zelo važna stvar in recimo za naslednjič
karkoli bom že plul, ali pa tudi na kakšnih regatah. Pač treba jesti, to je ena od važnejših stvari in meni se zdi, da tudi za doma isto velja, da pač ne moreš biti kar lačen. Tako lačen si, kako že pravijo, čist drugačen in tudi, če si sam s sabo, se lahko včasih mal skregaš. Tako. Midva se ne bova kregala, bova pa zdajle si privoščila nekaj glasbe, potem pa rekla še kakšno o tistih spominih, ki bodo ostali zapisani, tako same plovbe, kot seveda tudi potem 3-mesečnega življenja na Karibskem otočju in vrnitvi nazaj domov. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Še nekaj minut ostajamo v družbi Matica Vrečka na morju, med valovi, na soncu, z vonjem po soli in seveda na jadrnici Karpo, ki te je varno peljala po morskih poteh na drugo stran Atlantika. Po čem si boš tole 15 dni trajajočo avanturo najbolj zapomnil? Kaj je tisto, kar jo bo najbolj zaznamovalo? Kateri dogodki so pa
tisti, pri katerih se danes morda nasmehneš, takrat, ko so se zgodili, pa si morda prav pošteno zašvical? Definitivno sta tukaj izplutje in pa prihod na cilj številki 1, potem pa kakšni trenutki vmes, ki je pa zelo lepo, ampak je težko točno povedati, zakaj pač tam si sam, nič ni taga posebenega, pač barka pluje, ampak enostavno ful lepo. Recimo trenutek, ko sem plul, en dan je res močen veter pihal in močen veter je za rekorde postavljati super. In sem prav rekel, no, bom zdaj avtopilotu malo vzel krmilo, pa sem je šel na roke voziti, zelo nenavadno za tako plovbo. In sem pač fural in mi je bilo top in barka je letela. To je bilo to. Enkrat vmes si tudi reševal jadro in jambor in en tak kar konkreten zaplet, ki se je potem še malce bolj zapletel pa odpletel s pomočjo vetra in seveda dovolj znanja, ki ga imaš za takšne situacije. Tako, ja. Eno noč sem imel gor dženaker, to je tako specialno dodatno jadro, zelo veliko za šibkejši veter in tisto noč je bil malo šibkejši, sem rekel, ok, dajmo s tem jadrati. In kdaj, če se pač barka na valu narobe zaziblje, se ta jadr lahko podre in tukaj se je podrl, potem pa začel navijati okrog sprednje pripone oziroma dženove, tisto, kar drži jambor po konc in se začel pač navijati. Med tem, ko sem jaz spal. In jaz sem se zbudil na zvoke plapulajočega jadra, ne glih stvar, ki jo hočeš slišati in šel ven pogledat, kaj se dogaja. Videl sem, da je že kar orang pentalca ratala in rekel, ok, no, tole pa zdaj orang zaplet, ampak jaz sem to že rešval, ni prvič in vem, kaj je treba narediti, da to rešim. Začel sem z delom, dal sem glavno jadro na drugo stran, upravljal z avtopilotom, ko se je zataknila tipka na daljincu in barka ni šla več naravnost, ampak zavijala na polno v desno. Ojoj, kaj je zdaj to? To drugič kliknem na avtopilota, aha, ok, očitno, kle nekaj ne špila, ugasnem tistega daljinca, sem rekel, no sej, bože. In barka šla naravnost, potem kmalu zatem se mi pa še ena vrv zataknila v smernik, kar je pa preprečevala to, da bi jaz zavijal. Se pravi, kot da bi ti v avtu en volan zaklenil, da greš lahko samo tako in pač barka je kroge delala, jaz sem pa tisti štrik ven pulil iz smernika, da bi ga sprostil. Hvala Bogu mi to uspel, v Gibraltarju mi to ni uspel in sem mogel jeti plavat. Tukaj sred noči z navitim dženakrom res ne bi hotel jeti v vodo in sem to rešil. Potem je pa trajalo dobro uro, da sem to pentlo, teh 180 kvadratov platna odvil, rešil, zaprl, dol pospravil in potem še pač barko zrihtal, da je spet plula tako, kakor je mogla. In ja, bilo zelo divja in naporna izkušnja in po naslednji jutri sem si kar cajt vzel, da sem malo več pospal. Ja, so prišli prav vsi tisti dvigi v fitnessu, preden si se odpravil na tole pustolovščino. Definitivno. No, potem pa si po 15 dneh, 10 urah in 2 minutah prišel nazaj na kopno. Kako je bilo stopiti iz zibajočih se tal jadrnice na trdna tla? Tule bi te pa popravil in sicer nisem prišel na kopno, ampak sem se zavezal ob katamaran, ki je bil zasidren tam v zalivu. Je še kakšno minuto več trajalo do kopnega, ne? Zvečer sem prišel, potem smo prespali tam, potem smo pa dopoldne enkrat šli in koliko je bilo na kopnem, je pač navaden. Ne vem, kaj ne rečem. Ni bilo nobenih težav s tem, ker se tla niso premikala tako kot na jadrnici, ali si že toliko navajen tega samega gibanja? Ja, toliko sem že navajen, da se mi ne gunca več, tako kot se večini ljudi pridejo iz tedenskega jadranja. Tudi meni je bilo to včasih, se sneg na veci usedel ali pa v tuš kabini, pa se pač vse zibalo okrog tebe. No, jaz to bolj pogrešam in se mi ne dogaja več. Si potem lahko takoj skočil pravzaprav nazaj na jadrnico, prej si že rekel, da si postanek izkoristil tudi za malce daljšo pauzo, tudi za nekaj tekmovalnih preizkušenj na drugi strani Atlantika. Kako pa je bilo potem pravzaprav lahko rečeva uživati brez kakšne skrbi, kaj
kaj bo na odprtem morju, imeti ob sebi na barki oziroma na jadrnici tudi ljudi? Ja, definitivno je bila super izkušnja. Pač Karibi so lepo otočje, veliko stvari zanimivih za videti. In ja, tam smo raziskovali, pluli, se imeli fajn v družbi en drugega in so bile take zelo lepe počitnice. In igrali tarok v živo, ne preko spleta, kot ste ga takrat, ko si jadral na odprtem morju. Tako je, ja, super je bilo igrati oziroma imeti druge ljudi okrog, da enostavno pač klepetaš, se družiš, se greš kopati skupaj. Kako vesel pa si bil po 15 dneh, spet tiste ta prave, pristne bližine ljudi, kako vesela sta bila starša, ko sta te spet zagledala in lahko tudi v živo objela? Prišel sem k temu katamaranu, kjer so bili kolegi gor, oziroma bivši sodelavci iz kajtšole. Super je bilo, objeli smo se, sem se še znal objemati. Ne pozabi človek tega v 2 tednih. Tako bi mogel kam dalje, da bi to pozabil. Ja, lep trenutek, spet mi človeško bližino, potem sta pati pa mami prišla čez 2 tedna tudi na Karibe na počitnice in je bilo pač super se spet videti in proslaviti skupaj to zmago. Omenil si, da bo treba še kam dlje iti. Verjetno je bila tale pustolovščina nekaj, kar je v tebi prižgalo še dodatnega raziskovalnega duha, ali je bila to ena in edina te vrste? Ne, definitivno bom šel še kam, še kdaj. Zelo verjetno dlje in se tega že kar veselim. Sem pa trenutno v nekih takih situacijah, kjer ne bi reče toliko konkretno planiral ali rekel, no to pa bom. In so zaenkrat samo neke ideje in želje. Več o njih bova rekla kdaj drugič, zdajle pa morda poglejva še v prihajajoče poletje. Po uspešno zaključenem študiju si boš verjetno privoščil še kaj počitniškega duha. Brez morja verjetno ne bo šlo, tudi v tej poletni vročini in poletnih dneh. Študij sem zaključil že lansko leto in imam te obveznosti zaključene in enostavno jadram. Kje te bomo lahko ujeli? Ti pomahali s kopnega ali pa te morda srečali tudi na morju? Zdajle kmalu gremo v Grčijo, kjer se bomo udeležili regate Aegean 600. Taka podobna preizkušnja kot Rolex in bomo 4, 5, 6 dni rabili za eno tako veliko pentlo okrog Egejskih otokov. Med temi znajo biti kar močni in bo definitivno zanimiva preizkušnja. Tako da, če boste kje v Egejskih otokih, evo lahko, drugače pa potem avgusta, septembra, ki na Hrvaškem znamo kakšne otoke tudi obiskati. In zakaj je jadranje nekaj oziroma ena taka izkušnja, ki bi jo priporočil prav vsakemu, da jo poskusi vsaj enkrat v življenju? Lepo doživetje je, veliko stvari vidiš, povežeš se z ljudmi okrog sebe in na taka res celostna izkušnja, malo športa, malo druženja, malo žurke, kar nekaj narave in je to zame top kombinacija. Matic, naj bo tale top kombinacija še dolgo tvoja zvesta spremljevalka. Mi se že veselimo naslednjih podvigov in takrat te spet povabimo k nam v studio. Do takrat pa naj te Karpo varno vozi med vsemi črmi in verjamem, da boste skupaj tako z jadrnico, družino in prijatelji imeli krasno poletje in še veliko nepozabnih morskih dogodivščin. Hvala ti za danes in srečno na regati tudi v Grčiji. Najlepša hvala.